Spoznajmo afriško dolgovratko v živalskem vrtu Ljubljana. Žirafa v živalskem vrtu Ljubljana pripada podvrsti nubijska žirafa. Ima svetlo dlako in izrazite rjave vzorce, kar jo loči od ostalih podvrst. V naravi živi le še nekaj tisoč osebkov, predvsem v Ugandi, Južnem Sudanu in v Sudanu. Žirafa je razvila posebno prilagoditev, ki ji pomaga pri pitju brez težav. Ko skloni glavo do tal, bi ji lahko kri zaradi dolgega vratu prehitro stekla v glavo in bi jo omedlela. Njene vratne vene imajo zelo elastične stene ter velike enosmerne zaklopke, ki preprečujejo, da bi se kri ob spuščanju žirafje glave vrnila v možgane. Nubijske žirafe so zaradi krčenja gozdov in lova žal močno ogrožene, a obstaja upanje. V naravnih rezervatih jih skrbno varujejo, raziskovalci pa se trudijo, da bi povečali njihovo populacijo. Odrasli samci na dan pojedo do 20 kg hrane. Za priboljšek v živalskem vrtu Ljubljana dodajamo navrtane melone in lubenice, ki jih dolbejo z jezikom. Ker žirafe ločijo barve, ima vsaka naša žirafa svojo tarčo, ki se po barvi in obliki razlikuje od ostalih tarč. Tarča imenujemo pripomoček, ki se mu žirafa pri treningu na željo oskrbnika približa in se ga dotakne, za kar je nagrajena s priboljškom. Ob pomoči tarče in klikerja redno treniramo naše žirafe. Zato jih lahko brez stresa ali uspavanja tehtamo, cepimo, rentgensko slikamo in po potrebi dajemo zdravila. Ker so žirafe več kot 1 tono težke živali, se oskrbniki nikoli ne zadržujejo v istem prostoru z njimi. Iz prostora v prostor jih spuščajo s pomočjo loput. Tudi žirafe v živalskih vrtovih dobijo različne obogatitve, ki jim pomagajo izražati naravna vedenja, radovednost in izboljšujejo njihovo dobro počutje. Oskrbniki uporabljajo različne metode, prilagojene njihovim potrebam. Nastavljanje hrane kot izziv, kjer sveže veje z listi obesijo visoko, da morajo žirafe stegovati vrat, kot bi to počele v naravi. Včasih hrano skrijejo v mreže ali posebne podajalnike, da se morajo potruditi pri dostopu. Dišeče sledi, ko v ogradi posujejo cimet ali druge dišave, da spodbudijo raziskovanje in pa nastavljanje nepričakovanih predmetov, kot so gume, viseči predmeti ali krtače, ki jih žirafe raziskujejo smrčki in jeziki. Več o žirafi boste lahko izvedeli na posebnih doživetjih, na učnih urah v živalskem vrtu Ljubljana, na programih Naj žival in oskrbnik živali za en dan, na naši spletni strani ali aplikaciji Zoo Ljubljana ali pa kar na našem YouTube kanalu. Zdaj pa glavo visoko in se vidimo!